Pozdravljeni v avtomobilnosti. Čeprav Trump preferira naftne avtomobile, pa s svojimi vojaškimi grozodejstvi pravzaprav elektromobilnost samo še pospešuje. Slovenski trgovci, na primer, že vse od začetka vojne v Iranu zaznavajo izrazit porast naročil po električnih avtomobilih. Eni so recimo prodali že kar celoten letošnji plan in, kot se govori, bo treba tisto malho s subvencijami bistveno prej dopolniti, kot smo pričakovali. Zdaj, ali to pomeni, da bi morda celo tiste cilje 2035 brez težav dosegli, to si odgovorite sami. Je pa dejstvo, da bo tudi v današnji oddaji elektrika prednjačila. Ne pa nujno v 100% električni izvedbi. Namreč govorili bomo tudi o dveh hibridih, z njimi smo se pa vozili po terenu. Se pravi, štirikolesni pogon je namreč po novem kombinacija bencinskega motorja za prednja kolesa in pa elektromotorja za zadnja. Gremo na makadam. Kako se naredi resen in odrasel avto? Če ima kdo ta recept, ga ima Toyota. In po tem receptu je nastala 6. generacija modela RAV4. Ta avto je udoben, preprost za uporabo, deluje kakovostno izdelan, njegovi pogoni pa so preverjena roba. Novi RAV4 je že na prvi pogled oblikovan tako, da ugaja čim širšemu krogu kupcev. In v tem so pri Toyoti pravi mojstri, kar zlahka podkrepijo tudi s številkami. In total, we've sold already more than 15 million cars. The last year, RAV4 was the biggest amount of sale worldwide. So this is the most popular car of the 2025. Yeah, all around the world, all brands, all models. Pri 6. generaciji je zdaj dizajn malo bolj agresiven, no, moram pa reči, da je tudi malo bolj električen. In to z dobrim razlogom. Toyota RAV4 je namreč v svoji 6. generaciji izključno hibrid. Za začetek imamo na voljo Toyotino klasiko, samo polnilnega hibrida. Višje na lestvici pa najdemo priključnega hibrida. Ta lahko avto do stotice požene v manj kot 6 sekundah, polnimo pa ga lahko z največjo močjo 50 kW na hitri polnilnici. They are based on 2.5 liters engines, and for both versions we have all-wheel drive and front-wheel drive. And front-wheel drive is for the first time available on PHEV version. Is it upgraded somehow compared to the predecessor? Yes, the main components were reallocated. They're like decreased in the size and been relocated under the hood, which gives us a low center of gravity. And also the body rigidity was improved about 10% thanks to that. S takšnim priključnim hibridom boste lahko samo na elektriko prevozili nekje okoli 100 km. No in samo priključni hibrid prinaša športni nivo opreme GR Sport, ki je zelo našminkan. GR Sport prinaša tudi takšen velik spoiler tukaj na zadku, pa tudi športno vzmetenje, ki nam omogoča nekoliko bolj dinamično vožnjo na asfaltu. Ampak po mojem mnenju to vzmetenje dela kar nekako proti karakterju tega avtomobila. Namreč RAV4 je naravnost odličen na makadamu. Takrat, ko zapeljemo dol z asfalta, takrat se podvozje res odlično obnaša, avto izjemno blaži vse neravnine, pa tudi štirikolesni pogon deluje kar pošteno, dinamično. S kakšnim RAV4 se vozniki v Sloveniji najraje vozijo? Torej, naše stranke, naši kupci imajo najraje 4x4 pogon. Ko pogledava hibrid ali priključni hibrid, se najraje še vedno obračajo proti navadnemu klasičnemu hibridu. Številke so precej obetavne tudi na priključnih hibridih, ampak vseeno je klasičen hibrid tisto, za kar se največ kupcev odloči. Seveda z 4x4 pogonom, prodajamo seveda tudi 4x2 pogon, ampak fokus je na 4x4. Notranjost RAV4 pa na prvi pogled deluje kot nekako pomanjšana različica Land Cruiserja. Poglejte vse te robustne in
oglate linije tukaj notri. Tukaj na sredinski konzoli imate po novem takšne velike gumbe za nastavljanje voznih programov, so pa tukaj izgubili svoje mesto tisti značilni številni Toyotini gumbi za nastavljanje klimatske naprave. Toyota je zdaj te nastavitve večinoma premaknila na velik in zelo pregleden osrednji zaslon, no so pa tukaj k sreči ostale vsaj te tipke za nastavljanje temperature. Now we have completely new visualization of the home screen. Now you can customize it. And here, if you want to switch different driving modes, you can also easily change it here. But you can also do it here with these new buttons here. Yeah, it's like different varieties of choice. You had a lot of choices to change the driving modes. So they should be very important for you. Yeah, it's important for customers as well to have those buttons available while they're driving. The biggest difference between all-wheel drive and front-wheel drive, it's easily to recognize it through those buttons like trail mode and snow mode. You have special terrain modes here. Yes, and downhill assist, which is also for the first time now available at RAV4. The cargo place is flat and it's easy to put your bags. With the new generation, we extended a bit the roof, and now they're like rear glass, for example, a bit bigger comparison like it was with its predecessor, and gives you better visibility as well. So the height is improved compared to the predecessor, more than the width and the length. Yeah. Nadgradnja pri 6. generaciji, ki jo definitivno velja poudariti, je vlečna zmogljivost tega vozila. In sicer se je ta povečala na 2 toni, kar je po naših podatkih ena izmed najboljših vlečnih zmogljivosti v tem segmentu. RAV4 je torej hibrid, ki se lahko polni tudi s kablom in tudi na hitrih CCS polnilnicah s tistimi z močjo do 50 kW, kar v praksi pomeni, da baterijo lahko napolnimo v času sestanka v mestu ali pa med kosilom na poti. Seveda bomo pa to naredili samo, če bo polnilnica pri roki, ker zaradi hibridnega polnjenja niti od takrat, kadar imamo povsem prazno baterijo, ne potrebujemo tako zelo nujno. In torej, če na polnilnici ne gre, se pač ne sekiramo. Zdaj, zakaj pa ne bi šlo, se boste vprašali? No, ker govorim iz izkušenj. Včasih je kar računalniški problem, recimo, da je treba polnilnico restartati. Najpogostejši razlog pa je, da recimo kartica, na primer, namreč taka polnilna kartica v rokah imaš recimo Petrolovo, moral bi imeti pa tole, gremo na elektriko ali obratno seveda. In če vprašate mene, bi moral biti pogoj za vstop v sistem javnih električnih polnilnic to, da lahko sprejmeš katerokoli kartico, kateregakoli ponudnika. Naj se kar bančniki v ozadju ukvarjajo s tovrstnimi medbančnimi peripetijami, ne pa mi, vozniki na poti, ki se nam vedno nekam mudi. Seveda, kot vemo, je to politični problem in evropska politika je ta problem rešila tako, da je uzakonila obvezno možnost plačevanja tudi z navadno bančno kartico. Seveda obstajajo pa tudi polnilne kartice, ki naj bi jih imeli radi pri praktično vseh ponudnikih v Evropi. Med njimi sodijo tudi tiste kartice, ki jih izdajajo proizvajalci avtomobilov. Problem elektromobilnosti v zadnjih letih, kakor ugotavljamo, je bil redko povezan z samimi avtomobili. Seveda v Sloveniji imamo Toyota polnilno kartico, ki vam omogoča polnjenje na cirka 80-90% vseh polnilnic po Evropi. Se pravi, ne rabite imeti 5 aplikacij. V Sloveniji to pomeni, gremo na elektriko, petrol, vse to deluje. Ionity, vse, kar poznava v Sloveniji. In tudi v tujini, jaz tudi uporabljam to v tujini. Lahko imam digitalni in fizični obliki? In eno in drugo, ja. Okay. Jaz sem še pristaš kartice, lahko pa imate v aplikaciji. Kaj pa pomeni v bistvu naročnina? Naročnina je osnovna brezplačna. Jaz imam v Sloveniji še Petrolovo kartico, kajte če tankam samo na Petrolu, je Petrol cenejši, malenkost, ne? Koliko so številke? 0,67 evra je Petrolova, naša je pa 0,70, nekaj takega. Zdaj pa, če si pogosti uporabnik na poti, je, ne vem, mesečna članarina 10 evrov, so pa že te cene, kar sva prej govorila za Petrol ali pa sploh Ionity, so pa že primerljive ali pa celo cenejše od normalnega, ne?
Toyotina kartica je samo ena od mnogih. Praktično vsi veliki proizvajalci ponujajo takšno kartico. Mercedes recimo pravi Mi Charge, potem imamo Audi Charge, Volkswagen Charge. Recimo dobre izkušnje imamo tudi z BMW Charge kartico. Ta je do zdaj še vsakič delovala tudi pri tistih čisto novih ponudnikih v Sloveniji, ki so se recimo pojavili komaj v Sloveniji, pa je že delala. Vse te kartice pa ponovadi delujejo tako, da imate na voljo recimo brezplačno verzijo, lahko pa se odločite tudi za mesečno naročnino in potem vam dajo polnjenje elektrika, vam dajo po zniženi ceni za kilovatno uro. In seveda boste sami znali skalkulirati, kaj se vam najbolj splača, a boste z nižjo ceno lahko prinesli notri tisto mesečno naročnino. Je pa dejstvo, da bodo po novem prav ti paketi določili, koliko nas bo mobilnost stala. Se pravi, vprašanje bo zdaj po novem, kdo ima boljši paket. Je pa novo, da je to vprašanje postalo aktualno tudi za tiste, ki se jim doslej računica glede elektromobilnosti nikoli ni izšla. Pogosto slišimo komentarje, da dokler tudi stanovalci blokovskih naselij ne moremo voziti in polniti svojih avtomobilov na domači električni polnilnici, je e-mobilnost prava farsa. In prav imate, prehod na čiste vire energije naj bi bil in bi moral biti za vse enako dosegljiv, enakopraven in vsem bi se moral izplačati enako. In dokler stanovalci blokovskih naselij ne moremo postaviti domače električne polnilnice, preprosto ne moremo voziti za nekje 2 evra na 100 prevoženih kilometrov, kot to lahko počnejo lastniki stanovanjskih hiš. Tako smo primorani polniti na javnih, malce dražjih AC polnilnicah. Sta pa se bencin in dizel zadnjo naftno krizo precej podražila, tako da je zdaj idealen čas, da ponovno naredimo izračun, ali se nakup električnega vozila izplača tudi stanovalcem blokovskih naselij. Za primer vzemimo avto na parkirišču, ki najbolj izstopa. Električna Ford Puma s povprečno porabo 15 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Če jo priklopim na javno polnilnico z 11 kW in če potem se skupaj malce preračunam, hitro ugotovim, da bi za polnjenje teh 15 kW potrebovala približno 1,5 ure. In ravno za to razdaljo 100 km bom pri različnih ponudnikih plačala različno ceno. Najcenejši je Petrolov sistem, kjer bom za takšno polnjenje ne glede na termin plačala 5,55 evrov. V sistemu Gremo na elektriko bom plačala 5,75 evra, kolikor stane nočno polnjenje z vključenimi 50 centi polnilne pristojbine. Podnevi pa bo na tej isti polnilnici takšno polnjenje stalo še dobra 2,5 evra več, torej skupaj že 7,25 evrov za 100 km. Tretji ponudnik moje analizi pa je Megatel, ki je tudi najdražji. Pri njem bom za 15 kW plačala nekje med 7 in 9 evri. V Sloveniji trenutno najceneje točimo bencin zunaj avtocestnega omrežja in sicer za 1,6 evra na liter. Če bi bila ta Puma bencinska, ki ima povprečno porabo 6 litrov na 100 prevoženih kilometrov, bi za teh 100 kilometrov, če malce preračunamo, potrebovala nekje 10 evrov. Če torej pametno polnite na javnih polnilnicah, je lahko prihranek za 100 prevoženih kilometrov skoraj polovičen, oziroma v povprečno letnih 15.000 kilometrih nekje 750 evrov. In pri tem niti nismo upoštevali ugodnejših naročniških paketov, ki jih nudijo ponudniki javnega električnega polnjenja in lahko tudi za polovico znižajo ceno kilovatne ure. Ob najugodnejšem paketu, Petrol na primer ponuja 18 centov za kilovatno uro, lahko polnite skoraj tako ugodno, kot bi polnili doma.
Preden pa odvihrate v salon po nov električni avto, je treba vzeti v obzir tudi dejstvo, da je polnjenje električnega avta na hitrih polnilnicah in na dolgih poteh lahko zelo drago. Prav tako je zelo priročno, če imate javno polnilnico kar takole pod blokom. Sicer se morate odpeljati in nekje sedeti več ur, da se vam avto napolni. Če pa boste kdaj tako kot jaz sedeli in čakali, da se vam avto napolni, si lahko minute krajšate z ogledom naših video vsebin na YouTube kanalu ali pa kar z ogledom naše celotne oddaje. Tako da naročite se na naš kanal in se gledamo. Omenil sem subvencije, no in Borzen je pravkar objavil nov razpis za subvencije za nakup domačih polnilnih postaj. Zdaj prispevajo 55% cene oziroma največ 1000 evrov na polnilnico, posameznik pa lahko vloži vlogo za 2 domači polnilnici. No, pred kratkim sem se recimo pogovarjal tudi na temo večjih vložkov naše države v sistem javnih polnilnic. Potarnil sem, da so nekateri predeli Slovenije, kjer je pokritost z električnimi polnilnicami preslaba, recimo na Koroškem, na Kočevskem, na Goriškem, pa še kje. Ampak dobil sem dobre novice. E-mobilnost pri nas je zdaj res v razmahu. Sama v Ljubljani vidim, da se že moraš boriti za polnilnice. Tudi res tako potrjujem. Ja, tako da to Je pa res, da na tem mestu pa vseeno vprašam. Se pravi, vidimo, da je še recimo Kočevsko, Goriško, Koroško, kakšne take regije, kjer je pa v bistvu kar problem avto napolniti. Se strinjam, tudi lastne izkušnje potrjujem, ampak ravno temu je bil namenjen ta razpis, ki smo ga lani izpeljali. In jaz upam, da bodo pač vsi ti projekti, ki smo jim lani dodelili sredstva, v letošnjem letu realizirani in da bo že konec letošnjega leta bistveno bolj razpršena in enakomerno dostopna javna polnilna infrastruktura za e-vozila po celi državi. Ker to je bil osnovni namen tega razpisa, ki smo ga imeli. 16 milijonov evrov smo dodelili in jaz verjamem, da bo iz tega nekaj nastalo. Niso pa to hitre polnilnice 350, ja, razumem, ja. To ni to. Ne, ampak govorijo o tem 75, 100 in tako naprej. Ja, odvisno, kaj so prijavljali, ampak ja, po mojem bi morala biti mešanica vsega. Kako hitro se bo dejansko zgodilo to, da bomo lahko šli na Koroškem, recimo? Ta prvi projekti so bili odobreni že junija. To pomeni, da bi znali biti že... Že morajo se začeti. Ja, bi že morali biti krepko v gradnji. Bolje bi pa drugi rok je bil pa, mislim, da september, oktober, 3 roke smo imeli skratka. In zagotovo so tisti iz prvih 2 rokov, to mora biti že praktično proti koncu realizacije, že mora biti. Ta 3. rok je bil pa novembra, si pa predstavljam, da je realizacija zdaj do poletja. Ker mora biti pa denar, mora biti pa počrpan do poletja, tako da... Zastopam. Ja. Pojdimo pa zdaj še k drugemu današnjemu terenskemu hibridu. In če boste med gledanjem tega prispevka morda pomislili, koliko umazanije smo pustili na AMZS-evem poligonu varne vožnje, ko smo se po tistem čistem asfaltu vozili z do vrha blatnim biksterjem, no, naj povem, da smo ga vendarle prej malce otresli, da ni vse padalo po asfaltu. Ti pamet. Se mi zdi, da se bo avto prevrnil. Do kakšnega nagiba lahko pridemo, prez da se prevrnemo? Da smo kar blizu tistih maksimumov. Če bova izgubila oprijem, ga bova tukaj. Kaj tole pa preveč, zvrnil se bomo. Stop! Štirikolesni pogon je eden zaščitnih znakov znamke Dacia. To so robustni avtomobili, ki se jih po domače rečeno ne špara. Je pa pri takšnem robustnem in vsestransko uporabnem avtomobilu pomembna tudi učinkovitost. To je nekoč zagotavljal dizelski štirikolesni pogon, danes pa je čas za njegovo sodobno zamenjavo. Preizkusimo torej Daciin štirikolesni pogon nove dobe. Novodoben v kontekstu Dacie in leta 2026 pomeni hibriden. Torej zadnjo os na modelih Duster in Bigster po novem poganja elektromotor. Gre za novi hibridni pogon, ki se imenuje Hybrid G150, kjer za prenos moči skrbi dvostopenjski menjalnik z odklopno sklopko. Pa gremo preizkusiti to novotarijo na poligon.
V tem trenutku imamo še eno avtoprogram, pa bomo pa preklopili na lock. Torej, to bo simulacija zapore diferenciala. Tako je, zadnji imamo elektromotor. Za osnovni pogon skrbi 1,2-litrski trivaljni bencinski motor, ki ima še blago hibridno podporo in tako 103 kW moči. Ta poganja prednji kolesni par. Zadaj pa mu pomaga elektromotor, ki ima 23 kW moči, kar se ne sliši zelo veliko, a na terenu je pomembnih predvsem 87 Nm instantnega električnega navora. Aha, zdaj že čutim, da se je eno kolo spredi odlepilo. Zdaj čutva, ja. Zdaj, če smo na zavori, ne, v bistvu ga guncava. Ne. Tukaj zdaj pogon že more računati pa kalkulirati, kam dati navor, ne, zato ker je že taka situacija, ki ni normalna za cesto. Tukaj sva zdaj pravzaprav na dveh kolesih. Vagava, ja. Ne pospešuje prehitro, pa sem konstantna na plinu, da avto ugotovi, na katero kolo mora dati več navora. On tudi dovoli nekaj spodrsavanja koles. Definitivno, ker mora ugotoviti, ne. Zato traja tukaj sekunda, dve, ker to ni mehanska zapora. Ne? Pri mehanski zapori diferenciala imamo takoj prenosa. Ne? Zdaj sem konstantno držal plin in se je lepo čutilo, kako je elektronika ugotovila, kdaj so kolesa zdrsnila in je potem dodala pravzaprav manj plina. Ja, prenos na drugo stran, ne? Ker v bistvu traction control tukaj pol naredi tudi svoje. Počasi se spušča v vodo. Okay. Globina bredenja je itak odvisna od tega, kje imamo ponovadi zajeme zraka. Ne? Načeloma bi lahko šli kar precej globoko vodo, samo je ključno, da smo res zelo počasni pri teh zadevah, da ne ustvarjamo nekega vala pred sabo. Lahko pride v zajem zraka in pa imamo pa bel dim pa papeža. Če bova izgubila oprijem, ga bova tukaj. Bova obstala tukaj, ja. Tukaj zdaj nisem zaznal prav nobene težave. Slišala so samo mečken trd je naredil vmes, kar pomeni malo izgubil oprijem, ampak tako je odzval se. K bolj preprosti, pa tudi uglajeni vozni izkušnji, tudi na terenu, pa pripomore še 6-stopenjski dvosklopčni menjalnik, s katerim lahko po novem upravljamo z obvolanskima ročicama. Tega doslej v dačah še nismo imeli. Zdaj pa jaz ne vidim prav nič, če si lahko s čem pomagam. Imamo pa tukaj kamero. Aha, zdaj pa vidimo, v katero smer se lahko premikamo naprej. Ok, avto se je prevagal. Do kakšnega nagiba lahko pridemo, brez da se prevrnemo? No, zdaj smo na 25 stopinjah, ja. Zdaj se mi zdi, da se bo avto prevrnil. Na 29 stopinjah smo, ja. Prav velike rezerve verjetno nimava tukaj. Jaz bom rekel, da smo kar blizu tistih maksimumov, ja. In vsaka zavora v tem primeru pomeni lahko, da avto zvrnemo na bok. Tukaj je zato ključno, da smo v takih primerih zelo nežni na zavori. Se lahko zgodi, da tudi pri nič kilometrih na uro avto vržeš na bok. Tam pri 30 stopinjah je res takšna psihološka meja. Ne? Človeški možgani delajo na 30 stopinjah, če smo kukar toliko normalni. Kar pomeni, da pri 30 stopinjah človek reče sam pri sebi, fuck, je tole pa preveč zvrnil se bom. Avto gre ponovati mečkaj več. Elektromotor na zadnji osi je sposoben tudi samostojne električne vožnje, dokler njegova moč zadošča za obremenitve. No, v obratni smeri pa lahko tudi shranjuje električno energijo z rekuperacijo nazaj v bateriji s kapaciteto 0,84 kWh. Trenutno, ko smo mi avto vozili s kardansko osjo, se je ves čas z njim vrtel tudi kardan. In to je povzročilo določene izgube, ker mi kardana ne želimo vrteti. Nova generacija z električnim motorjem pa poleg električnega motorja omogoča še izbiro dveh prestav. Zakaj dveh prestav? Zato, ker električni motor se vrti za 11.000 vrtljaj na minuto in mi takrat, ko želimo neko ekonomično mestno vožnjo, bomo v avtomatskem načinu vedno imeli izbrano drugo prestavo. Medtem ko če želimo off-road vožnjo z zaklenjenim načinom 4x4 delovanja, se pa izbere prva prestava in na ta način imamo mi maksimalen možen navor na zadnji kolesi. Zdaj, če ni potrebe po 4x4 pogonu, ima pa menjalnik tudi opcijo neutral, se pravi odklopi bolj osi in na ta način še dodatno izboljša učinkovitost samega pogona. Se pravi, s tem, ko voznik izbere način delovanja, bo tudi izbral v bistvu prestavo, v kateri bo zadnji menjalnik. Pri Daci trdijo, da se lahko zgolj na elektriko vozimo kar do 60% časa. Največja hitrost, pri kateri elektromotor še lahko asistira, pa je 140 km/h. Ampak v tem primeru ne gre le za klasično sodelovanje bencina in elektrike. V tem trojnem hibridu moramo dodati še eno gorivo, in sicer utekočinjen naftni plin, torej LPG. Tako imamo zadaj kar dva rezervoarja, po 50 litrov ima vsak in tako nam ta dva ob
pomoči elektrike zagotavljata kar 1500 km, sicer VLTP dosega. Tokratni intervju je prav tako povezan s hibridnimi avtomobili, namreč dilemo, zakaj bi šla energija v nič, če nas lahko kam zapelje, no, je naš gost rešil že konec 90-ih let in je na lastne stroške in v lastni režiji uvozil prvega hibrida v Sloveniji. Z nami je Ivo Boscarol. Prvič so prišla v stik, ko sem bolj na začetku kariere, še v prejšnjem uredništvu, smo objavili novico o Toyoti Prius. In pod to novico si napisal, da ne, to ni naša prva Toyota Prius, ampak zato, ker imaš ti že Toyota Prius. Jaz sem v delu enkrat videl eno majhno fotografico, da je Toyota naredila avto v stilu, kot sem že skozi govoril, da bi avto moral biti. Zakaj avto meče litre benzina skozi okno, ko miruje, ali pa ko gre v dolino, ker sploh ne bi rabil, da motor deluje. In sem rekel, evo, to je zdaj to. No, in sem šel na Toyoto, da bom to naročil, in so me poslali na Hondo, niso niti vedeli, da obstaja, resno, v Ljubljani. No, potem sem šel v Italijo, da bi ga preko Italije kupili, so rekli, ne, to v Evropi ne bo nikdar dovoljeno, ker se ne da izmeriti izpušnih plinov, ker gre z mesta na elektriko. Tako da sem bil bolj prisiljen, da sem to vozil direktno iz Japonske, no, pol sem se pa, ne vem koliko, 7 mesecev vozil enkrat na teden na LPP v Ljubljano, da so mi dali to preizkušnjo. Pol je pa enkrat teden znoril in je rekel, to je bodočnost in tu, če grem v zapor, jaz podpišem, potem sem dobil homologacijo A in sem se začel s tem Priusom legalno voziti. To je bila prva ali druga generacija? To je bila prva generacija, mislim, da je bilo 98. Pol sem spoznal se tudi z filozofijo proizvodnje organizacije podjetja od Toyote, Six Sigma, 20 ključev, Kanban in to. In jaz sem imel prvo podjetje, letalsko, ki je bilo organizirano kot avtomobilsko podjetje. In takrat je Toyota dejansko toliko znižala prodajne stroške s to logiko, da smo tudi mi bili uspešni, čeprav smo bili majhni, mi smo imeli največjo dodano vrednost v tej mali industriji in zaradi tega smo lahko tudi s tem denarjem financirali toliko razvoja. Manjka razmišljanje o mobilnosti in ne o cestnih avtomobilih, zračnih, letalih, vodnih in tako naprej. Mobilnost bo postala enovita. Avtomobilska industrija je pripeljala kvaliteto izredno visoko, blizu letalskim standardom. Letala pa morajo zato, da bojo, bom rekel, še vedno ekonomsko upravičena, znižati stroške. Jaz sem prepričan, da ne bo dolgo trajalo, da se bosta ti dve industriji tako zbližali, da ne bomo že težko govorili, ali je to avtomobilska industrija ali je letalska industrija, ker letala bojo počasi izgubila krila, imela bojo vedno več motorjev, rotorjev in tako naprej, poletala bodo vedno iz krajših prostorov. Avtomobil pa ne bo več primoran čakati v mestih, v zastojih, na mostove in tako naprej, ker se bo dvignil zrak. Človek ima eno glavo, dve oči, ena usta, dve roki s po 5 prsti in dve okončini. In lahko upravlja napravo do ene določene kompleksnosti. Ko pa pridemo do potrebe, da tak leteč avto potrebuje, ne vem, 8-10 različnih rotorjev, da nima več povezave z zemljo, ampak se je treba povezovati z drugimi, bom rekel, deležniki v prometu, potem seveda človeški možgani in človeške okončine in tako naprej niso več dovolj, da bi lahko to upravljali. Premalo rama.
Ja, premalo rama, ampak tudi dejansko premalo teh gibalnih sposobnosti. In zaradi tega je treba iti seveda na avtonomnost. Če je povsod drugje kupec kralj, ne, v letalstvu ni. Čeprav jaz plačam letalsko karto in bi zahteval, da letališče pride k meni, ne, jaz moram iti na letališče. Tukaj, s to filozofijo, ki smo jo začeli z električnim letalstvom, je pa drugače. Električno letalo lahko zaradi hrupa in zaradi drugačne oblike letala lahko pride zelo blizu svojemu kupcu oziroma uporabniku. In če tako letalo namesto, ne vem, 20-30 km daleč lahko leti 800 km, recimo, vi pokrivate že skoraj večji del Evrope, ne? In to je tisto, kar bo spremenilo razmišljanje o uporabi letalstva in razmišljanje o konceptu same mobilnosti, ker se bo letalo zelo približalo uporabi avtomobila. Ne bojo to leteči avti, ampak bo to letalstvo, jaz bom rekel temu, javni prevoz, na drugačen način. Problem, zakaj tega še ni uradno, je zaradi tega, ker je tak sistem povezljiv preko interneta. Internet je ozko grlo. Ni ozko grlo, varnostna grožnja je. Ja. Ker če je vse to povezano, z enim, ne vem, s kakšnim varnim sistemom, tisti, ki ga je naredil, še vedno ve, kako se ga da usposobiti. Bolj kot to, kar sva zdaj rekla, je problem dejansko ne kako tehnologijo, ki prihaja, kako jo uporabiti, ampak kako se pred njo obvarovati. In tega pa nobeden ne uči. A veste, jaz sem zadnjič nekje izjavil, da za 3. svetovno vojno ne rabimo jedrske vojne, ampak smo si sami ustvarili umetno inteligenco. Umetna inteligenca je največja grožnja človeštvu, ker se tako hitro razvija, da človeški s svojimi sposobnostmi, ki jih ima, se bo težko ubranil temu, kar bo stroj, računalnik in tako naprej lahko njemu naredil ali pa škodo. In jo ni šole, da bi jaz vedel, da bi že mlade učila, kako se obvarovati pred negativnimi učinki tehnologije. In to je velik problem. Vam povem, mladi danes se odtujujejo, nimajo več tistih največjih vrednot ali pa prednosti civilizacije, kot so čustva, kot je ljubezen, kot je dotik in tako naprej, ampak vedno bolj živijo v nekem imaginarnem svetu, izhajam iz tehničnega področja, ampak vem, da je to lahko zelo velik problem in tudi bo. Mogoče spet govorim bogokletno, ampak umetna inteligenca, strojno učenje in tako naprej bo, in to sem prepričan, prej ali slej prevzela tudi oblast nad nami in potem verjetno bojo stroji tisti, ki bojo na zemlji lahko delali red, ne več mi. Ker verjetno stroji takih, bom rekel, biti kot je človeško, ki bo 100-krat ali pa milijonkrat manj zmogljivo, kot so oni, jih ne bo potrebovalo. Že danes je čip velikosti buckine glavice nekaj milijonkrat bolj sposoben kot pa človeški možgani. Bo nasplošno problem, zato ker bomo vsi mi ljudje kot kako že nekooperativni. Ja, včasih so temu rekli sužnji, ne? Nismo daleč od tega, veste. To, kar mi poznamo od umetne inteligence, kaj se zdaj dogaja in o vseh teh tehnoloških napredkih, je kar nekaj zamika do tistega, kar se dejansko nekje dogaja. Ali v vojaških laboratorijih, ali v kakšnih znanstvenih laboratorijih in tako naprej. To, kar mi poznamo, je že zgodovina.
že danes se dogajajo stvari, ki so verjetno strašljive, ampak jih ne poznamo. No, s Ivom sva intervju pravzaprav kar klavrno zaključila. Črnogleda sva pogledala v prihodnost, sicer jaz še vedno upam, da ne bo tako zelo hudo. Me pa skrbi, ker se bo črna tematika pojavila tudi v intervjuju v prihodnji oddaji. Tudi tiste novotarije danes delujejo simpatično, zabavno, je pa ozadje lahko tudi strašljivo. Torej, treba je biti previden, tudi ko govorimo o humanoidnih robotih. O njih torej prihodnjo sredo, do takrat pa srečno.